Danes se bomo pogovarjali o izgorelosti v fitnessu. V fitness industriji ni le pogosta težava to, ampak lahko načne tvoje zdravje, zelo ga poškoduje, tako hormonsko kot tudi duševno zdravje in načne zdravje sklepov. Pa še kaj drugega bi se našlo. Jaz sem bila tam, se mi je to zgodilo, pa poznam veliko ljudi, ki se jim je to zgodilo in veliko mi pišete, da ste šli čez isto zgodbo, sploh zato, ker jaz o tem veliko govorim. Nekako v nas je naučeno, da je bolj intenzivna vadbena rutina tisto, kar najbolj potrebujemo, da postanemo nekako fit in v dobrem telesnem stanju. Ampak to je žal pogosto združeno tudi z nizkokalorično dieto. In tukaj potem, ko združiš ti dve kombinaciji, preveč vadbe, preveč intenzivne vadbe in neko prenizko stanje vnosa hrane, pride katastrofa. Sčasoma pač povzroči to fizično in duševno izgorelost in se na koncu vse skupaj obrne proti tebi, namesto da te pripelje do tega cilja, ki si mislila, da ga boš dosegla s tem režimom. In to lahko vodi pač tudi do nekega antipreoblikovanja telesa, kar pomeni, da imaš težave z preoblikovanjem telesa na splošno, da ne dosegaš istih rezultatov, ki si mislila, da jih boš. Torej, pridobivanje mišične mase in ali pa izgubo maščobe, kar je ironično nek glavni cilj mnogih ljudi, no? Pač nekako to nam je normalno. Zelo sem strastna glede te teme. Po Instagramu kar veliko govorim o tem, ker imam prvič osebne izkušnje s tem, zelo močne, nerada se jih spominjam. In tudi vi, mnogi poslušalci, poslušalke, veste, da sem v preteklosti prekomerno trenirala, da sem pač govorila o tem. Zasledovala sem ta imaginaren, ta fit formo, no? Fit izklesan videz, če lahko temu rečem. Ampak mi je to prineslo pač žal nasprotne učinke, nasprotne rezultate, ki sem jih hotela. Imela sem kronično utrujenost, stalne viroze, kronične bolečine, migrene, stalne sinusitise, pa sem bila v poznih 20-ih, v bistvu v začetku 30-ih tam nekje in nobena masaža, fizioterapija ali pa terapija kot takšna, ki sem probala res vse živo, mi ni pomagala, zato ker so bili te osnove so pač šle narazen in tukaj ne pomaga nobena terapija. Glavni razlog za to je bil pa moj neustrezen prvič prehranski vnos, pomanjkanje regeneracije in počitka in pa preveč vadbe. Ja, pač to so nekako te 3 komponente, ki vodijo do izgorelosti in ne priporočam. Ironično pa je, da sem šele, ko sem začela in ko sem se osredotočila na manj, ampak boljš, torej, da sem nekako zoptimizirala vadbo, takrat sem šele začela opažati boljše rezultate. In to brez neke kronične utrujenosti, brez bolečin, brez viroz, brez migren. Šele takrat, ko sem zmanjšala vse skupaj. Šport je zdrav, ampak do katere mere, ne? Tako da res strastno si želim to širiti, to sporočilo in pomagati še več ženskam preprečiti to stanje, ki je res pogosto. Ne govori se o tem, pogosto je razširjena v fitness industriji, to sploh ne bi, ampak tudi tako rekreativke pridejo do tega in toliko različnih vrst simptomov je, da ne broj. Tako da danes želim govoriti o tem, zakaj se zgodi ta tako imenovana, ne vem, rekla bom, antidekompozicija telesa, kako pač prepoznati program, ki te vodi do tega, ki vsebuje elemente, ki niso okej, in kateri program izbrati, ki vsebuje elemente, ki so okej. Na kaj se osredotočiti, namesto tega, da zbereš nek tak program, ki te bo postopoma peljal v brezno. Tako da gremo kar počasi. Rast mišic temelji na osnovnem biološkem principu. Tako da mišice rastejo med regeneracijo. Malo ljudi to ve, ampak mišice ne rastejo med vadbo, ampak takrat, ko počivamo. In raziskave kažejo, da mišice običajno potrebujejo nekje vsaj 48 ur, da se spočijajo, regenerirajo od vadbe za moč, da se prilagodijo in za neko prilagoditev po vadbi za moč. Ja, 48 ur, 2 dni rabijo nekje, da si spočijajo, ne? Čeprav je akutno ali pa neko takojšnje vnetje, ki se pojavi med vadbo za moč, nek nujen signal za rast, bi se reklo, za rast te mišice, ker ta proces poteka prek aktivacije satelitskih celic in proteinske sinteze. Lahko kronično vnetje zaradi pretreniranosti dejansko zavira rast mišične mase, mišic, ker motijo to sintezo proteinov in procese regeneracije mišic. In zato je struktura treninga tako pomembna. In kaj je še pomembno pri treningu? Gremo zdaj čez to. Prvič, ne želiš preobremeniti istih mišičnih skupin. Kaj to pomeni? Razporedi teden tako, da nekako vsaki mišični skupini omogočaš 48 ur regeneracije. Naprimer, če si danes trenirala zadnjico, recimo v torek si trenirala zadnjico, počakaš do četrtka ali pa petka, preden jo ponovno obremeniš.
Okay? Drug način, kako preveč intenzivni vadbeni programi lahko vodijo do izgorelosti in te antirekompozicije, je hormonski odziv. Ko telo doživlja v bistvu dvojni stres. Stres prenizkega kaloričnega vnosa, torej premalo jem, in prekomernega treninga. In pol se raven kortizola kronično zviša, ker sta pač dva stresa, plus da ne govorim še o drugih stresorjih, ki jih imamo v življenju. Ene raziskave kažejo, da to ustvarja dejansko okolje, ki je antirekompozicijsko, torej da vas štopa pri oblikovanju postave, o katerem danes govorim in o katerem res največ ljudje poprašujejo, pač kako naj si preoblikujem postavo. Ker se ta občutljivost na inzulin v bistvu zmanjša, pridobivanje mišic in izguba maščobe pa zato postane ta res bistveno težja. In poleg tega se pod takšnimi pogoji zmanjša tudi proizvodnja rastnega hormona, torej ko je ta rastni hormon je pa ključen za razvoj mišic in regeneracija. Ne? Tako da to dvoje, razvoj mišic, regeneracija, spet en sveti grad. Tudi na tvoj metabolizem to zelo vpliva in metabolizem je zato zelo prizadet. Ko pretiravaš z vadbo, premalo ješ, se telo odzove na to z različnimi prilagoditvami. Na te prilagoditve sem opozarjala v moji zaprti skupnosti na Instagramu, to se reče prilagoditveni mehanizmi, da se telo zaščiti pred tem, ker dejansko dojema vse skupaj kot grožnjo za preživetje. Energijska poraba je visoka, ampak vnos kalorij je nizek in to je strah in trepet telesa. Ker v takih razmerah s časoma se zniža tvoj bazalni in mirovalni metabolizem. Se pravi, ta metabolizem, o katerem vsi govorijo, se zmanjša, ker se telo prilagodi in začne varčevati z energijo, ko postane neka kalorična restrikcija pač prehuda. In teh obrambnih mehanizmov je ful in zato je tako težko priti do nekega telesa, ki je toliko obrambnih mehanizmov. Hkrati pa se spremenijo tudi hormoni, ki uravnavajo apetit, zaradi česar si še bolj lačna, kar še dodatno otežuje neko to vzdrževanje kaloričnega deficita. Skratka, res, morate biti pozorni, da vas bo telo hotel na vsak način prepričati, da se ne greste tega procesa. In ta presnovna prilagoditev pojasnjuje, zakaj ta agresivni pristop k vadbi in prehrani pogosto pač privede do manjših rezultatov in lahko na koncu preprečijo uspeh, ker pač prej nehamo, ker se ne zavedamo, nehamo, pretežko je in enostavno odnehamo. Tako da odgovor telesa na trening sledi nekako neki obrnjeni črki U, kjer premajhen dražljaj ne povzroči sprememb. Ampak preveč pa lahko postane premalo. Preveč, v bistvu kontraproduktivno. No? Tako da ne premalo, pa tudi preveč ne, ker je kontraproduktivno. Zaradi nekega prekomernega vnetja, hormonskih motenj in zmanjšanja regeneracijske sposobnosti telesa. In zato si želimo biti nekje v sredini, ker tam je najboljše. Sredina je mogoče tukaj najboljša. To ne pomeni, da potrebuješ neki ogromno vadbe, ampak pravo vadbo v pravem odmerku. To je to. In zdaj kako pride do tega? Ker pogosto smo bili naučeni, da se moramo osredotočiti na neko stopnjo napora, potenje, na porabljene kalorije, ampak vse te stvari so slabi, nenatančni pokazatelji dobrega treninga. Dobra vadba oziroma učinkovitost vadbe se meri čisto na nek drug način in vedno, 1000-krat bom povedala še, da več ni vedno boljše. Ampak želiš dati prednost nekim pravim sestavinam za najboljše rezultate. Tako kot v kuhinji. Če boš imela slabe sestavine, bo tudi jed za nič. Tako da bom govorila zdaj o tem, katere ključne elemente mora imeti neka vadbena rutina, da je kljukca, da te ne požene v prepad. Okay? Prvič, če vaja, katero delaš, če te boli kaj, če je neprijetna, če ti vaja preprosto ne odgovarja, potem ne bo zelo učinkovita. Ali jo boš nehala izvajati, ker pač ti bo neprijetno, ali pa ti bo preveč bolečin, ali pa ti bo prinesla preveč bolečin v sklepih, nelagodja oziroma dolgočasja in boš pač nehala z njo. Preprosto pač zato, ker boš želela, da se konča vse to. Tako da ne delati vaj, pri katerih te karkoli boli. Zato jaz nikoli ne verjamem v ta stavek brez bolečine in napredka, no pain, no gain. Verjamem pač v izbiro vaj in programa, po katerem se dobro počutiš in to je to. To ne pomeni, da morajo biti tvoji treningi lahki, daleč od tega, ali pa da so pač da zeha zraven, ampak pomeni le, da morajo biti smiselni. Ima smisel, ne? Torej, usmerjanje truda na pravo mesto. Ti imaš 10 kock in 10 kock hočeš dati na pravo mesto, ne vrš stran. Isto z denarjem, ne? Naprimer, treniranje mišične skupine je skoraj do odpovedi in izbira vaj, ki ti to omogočajo. Bom povedala zdaj, kaj to pomeni. Torej, ta no pain, no gain je nekaj, kar pustimo v 90-ih
2010 še, ja, lahko pustimo pač v preteklosti. Druga stvar, izogiba se vadbenemu programu, ki vsebuje veliko nepotrebnih vadb. Vaj. Koliko poznamo takih programov? Milijavžant, ne? Recimo, da delaš izpadne korake in na to, namesto da bi počivala, delaš med serijami, izvajaš neke kardio vaje, burpije, tek, mountain climberje, tečeš, karkoli delaš za to, da si pospešiš nek srčni utrip oziroma da porabiš neke dodatne kalorije. Tega ne priporočam. Dodajanje teh zapolnilnih vaj, jaz rečem, med serijami, ni okej, ker ljudje mislijo, da s tem prihranijo neki čas, da stisnajo čim več vadbe v tisti čas, ki ga imajo, da bodo dobili nekaj dodatnega kardio učinka ali pa porabili dodatne kalorije, medtem ko rajka pa da počivajo. No? Tako da ne, jaz ne bi tega počela. Težava pri tem je, da te nepotrebne vaje le dodatno nekako te utrudijo še dodatno, brez neke koristi. Zakaj bi si to želel? Biti utrujen brez koristi. Zato ali izvaji strukturiranje supersete, naprimer pri FitMami delamo točno to, super serije se reče, tako da delaš eno vajo za eno mišično skupino in pol delaš takoj drugo vajo za drugo mišično skupino, tako ohranjaš nekak srčni utrip kar velik, ampak medtem, ko delaš eno vajo z drugo, ta mišična skupina počiva. Okay? In tako se vrnemo k prvi mišični skupini, ki je že spočita. Imela je nekaj minut počitka vmes, ko smo delali pač superset in imeli pol počitek vmes. Tako lahko narediš treninge veliko bolj učinkovite ali pa preprosto počivaš med serijami, tudi to bo zelo dobrodošlo. Tako da resnično mislim, da so ti polnilni elementi in vaje način, kako nas je fitness industrija spet pretentala, ker želi, da misliš, da delaš zelo na hard, da si ful produktivna v tem treningu, ampak dejansko nimajo veliko koristi. Okay? Tako zapomni si, ko boš v precepu. Naslednja stvar je, da program nima aktivnih počitkov. Če treniraš 7 dni v tednu, ne vem, kdo trenira 7 dni v tednu, oh my god, potrebuješ tudi une easy dneve. Ne? Ker če se vsak dan obremenjuješ in teraš in do konca teraš, se bo tvoje telo ziher sesulo. To je ena tistih stvari, ki jih ljudje, ki trenirajo tako močno in pač enostavno ne želijo sprejeti, zato ker verjamem, da je to nek njihov filter in je težko sprejeti, da ne grejo, ampak ne čutijo, kaj se dogaja v njihovem telesu. Ampak vseeno lahko greš ti na nek sprehod ali pa ostaneš aktivna, ampak ni pa treba 7 dni se terati. Zelo priporočam v bistvu, da ostaneš aktivna, ampak boljše rezultate boš dosegla, če boš omogočila telesu tudi počitek. Počitek je nuja, pa se to zdaj slišimo vsak dan, ampak okay. Jaz imam osebno nekje 2 dni počitka na teden. To je čisto odvisno, ali je to torek, sobota, pač nekje 2 dni počitka sta, ni nujno, da sta zaporedna, vseh pa vzamem, zato ker vem, kam me je pripeljala prejšnje obdobje brez počitka, ti pa najbolj naredi to, kar ti ustreza, torej, ampak počitek si kar vzami. Še en znak, da te bo program pripeljal do izgorelosti je, da, in to sem že dostikrat omenila, je, da preveč znižuješ kalorični vnos. Torej, kalorije vedno nižje, intenzivnost pa vsak dan povečuješ. To je strup za tvoje telo, sploh žensko telo. Tvoje telo potrebuje gorivo, mora na neki iti, ne? Še posebej, če se želiš preoblikovati telo, ker mišica ne bo rasla samo od vode pa od zraka. Torej, če hočeš tako rečeno, tonirano telo, ki to najraje slišijo, ki si znajo predstavljati, boš mogla več jesti, ker pač mišica drugače ne bo rasla. Če preveč zmanjšaš kalorije in hkrati dodajaš veliko vadbe, se bo zelo hitro izčrpala in greš samo korake nazaj. Tako da to sem že dostikrat razložila. Torej, to so stvari, ki se jih moraš izogibati v programu. Če vidiš tak program, raj pejt stran, čisto iskreno. Samo kaj so pa tiste stvari, ki jih moraš iskati? Kaj ti bo povedalo, da je program dober? Tukaj so ključni in najbolj učinkoviti sestavni deli, ki ti bom povedala zdaj. Nekako za bolj fit telo, konec koncev bolj oblikovano telo. In veš, kaj je največji smeh, da je to ful preprosto. V primerjavi s tem, kar mnogi mislijo, kaj vse morajo početi za to, je zelo preprosto. Ampak ljudje ful težko uresničijo te stvari, ker vsi vem, kaj je razlog. Razlog je v tem, da so osnove in mi pa po naravi želimo stvari zapletati, pa pač nam ne bi bilo treba. In glih tukaj pri vadbi, ker mislimo, da je treba res ful zapletati in da obstajajo skrivnosti in ne vem kaj, so osnove tisto, kar rabimo. In seveda to je posledica tega, da nas je spet fitness industrija zavedla, da smo začeli prioritizirati napačne stvari
in tako naprej. Ker za rast mišic in razvoj moči pač vse raziskave kažejo, da je približno nekje 3 do 4 serije ali pa več na teden za vsako mišično skupino nekje optimalno. No? Tako razporejenih čez približno 2 treninga. V bistvu, če tako pogledaš, 2 treninga sta dovolj in optimalno je to za večino ljudi, za rast mišic. Res, kako preprosto je vse skupaj, ampak ne verjamejo, ne boste verjeli, ker vi hočete zakomplicirati stvari. Prvi Fit Mami treniramo večino mišičnih skupin 2-krat na teden in izvajamo tudi kardio vadbo. Nekje 4 serije na mišično skupino je tisto, kar raziskave kažejo kot nek minimum. No? Tako da ključ pri treningu je treniranje do mišične odpovedi, to sem že povedala. Številom ponovitev nekje 6 do 30 ponovitev, namesto da se osredotočiš na težo, ki jo dviguješ, ali pa ta občutek pekoče bolečine, na katerega se večino ljudi zanaša, pa v bistvu ni pomembno. Pomembno je samo to, da se približaš odpovedi. Zato ponovno ne priporočam, da si postaviš določeno število serij. Se pravi, če se ti pred treningom rečeš, jaz bom pa naredila 10 ponovitev in jih potem narediš 10, hkrati pa imaš še luft za 5, potem se ne boš približala tej mišični odpovedi in mišica ne bo rasla. Ker recimo, ko prideš do 10, imaš še moči, se pravi, si vzela ali premalo teže ali pa premalo ponovitev. In isto je, recimo, da narediš ti 10 ponovitev, mogla bi pa že pri 8 končati. Takrat je tudi pač kontraproduktivno, zato ker si mišico pripeljala do preveč dela, tako da bo po možnosti brutalen muskelfiber. Tako da ne si postaviti nekih omejenih ponovitev. Mogoče si malo sama prilagodi in to tudi poudarjam v Fit Mami programu, da vzami težo, dovolj težko, da boš imela na koncu serijo in ponovitev blizu odpovedi. Tako da prav tako ne priporočam, da si nastaviš nek timer, v kakrem času moraš narediti vadbo do konca, ker spet boš nekje omejena v glavi, moram opraviti toliko pa toliko treninga, 1 uro, toliko pa toliko, ker nastane ista težava. Priporočam, da pač nadaljuješ, dokler ne prideš nekje blizu odpovedi, kot sem rekla. Kaj je odpoved? Odpoved je to, da je zadnja ponovitev zelo težka in jo lahko izvajaš zelo počasi. Ne moreš več hitro, ker je mišica tako utrujena. Če je hitra in lahka, ni to blizu odpovedi. In to vrsto treninga bi mogla kombinirati z zadostnim vnosom beljakovin. Zdaj smo pa pri še eni temi, beljakovine. Torej 1,5 grama do 2 grama na kilogram telesne teže se priporoča za nekje rast mišic. Ja, zadnjič sem videla en ful dober reel, v bistvu, kaj je tvoj hobi? Moj hobi je jesti beljakovine, ker pač toliko časa zahteva, ampak nitko, ker se navadiš, je easy. In ohranjati neko aktivnost visoko, ne glede na to, ali želiš ali to želiš z dodatno kardio vadbo ali pa ne. Torej, priporočam pa, da izvajaš nekje vsaj 150 minut kardio vadbe na teden ali pa pač korake nekje 7500 na dan, ni potrebno več. Sem že govorila v prejšnjem podcastu, da po teh korakih ni bistvene spremembe pač v nekih rezultatih. 7500 korakov na dan, seveda, če greš hoditi na neki izlet, se ne obremenjuj, pač njih narediš 15-20 tisoč, ne. To je to. In vse te stvari, ki sem jih naštela, podpirajo presnovno in kardiovaskularno zdravje. Prav tako spodbujamo dodajanje nekih malo bolj intenzivnih vadb, torej za metabolno zdravje, kakor so HIIT, ampak ni pa nekaj, kar treba dodajati. No. Tako, lahko recimo nekje 2 taka treninga ki trajata 15 minut. Jaz ne bi preveč, ker HIIT treningi so zelo priporočeni, ampak lahko pa hitro greš čez mejo z njimi. No. Tako da nekje 2 treninga HIIT treninga po 15 minut, ne daljša, jaz ne bi dala daljše. Tako. Pomembno je, da če je tvoj cilj izguba maščobe, je ta dosežena skozi neki vzdržni kalorični primanjkljaj in ne čez dodatne količine vadbe nad te priporočene smernice. Ne. Torej ne bi jaz dodajala še več vadbe, ampak pač neki zmeren kalorični deficit za izgubo maščobe. In razumevanje teh znanstvenih načel pomaga določiti neko minimalno učinkovito dozo in tudi točko upadajočih koristi pri vadbi. Torej, tudi to je, več ni vedno boljš. Recimo, da dodajaš vse te učinkovite sestavine v svojo vadbeno rutino in opuščaš miselnost izgorelosti, ki večina pripelje do tja, kaj se pol lahko zgodi? Zgodi se to, najboljša stvar v bistvu se lahko zgodi in to tudi govorim stalno, da je to tisto, kar stremimo vsi.
enostavno boš bolj dosledna, lažje boš sledila treningom in doslednost je tisti ključ, ki te pripelje do rezultatov. Če boš imela ti nevzdržno rutino, pozabi. In tudi pogosto slišim od mojih članic pri Fit Mami, da je to prvi program, s katerim so uspele biti dosledne. Točno to, zato ker ti dopušča energijo še čez dan. Ti narediš trening in imaš še ful energije čez dan, ne ubijete, drugi dan se spet vrneš, zato ker niso mišice boleče. Tako na tak način strukturiramo teden, no? Da so mišice dobro trenirane, ampak niso pa preobremenjene. To je pač vse, kar lahko naredimo zase. To je najboljše, kar lahko narediš zase. Seveda se vsi kdaj pa kdaj preteramo, mislim, malo nas zanese karkoli, ampak nisi pa nenehno izčrpana. Ker poznam ljudi, ki so nenehno izčrpani, ampak to, da je vadba kriva, jim ne pride na misel. To mi je tako, kaj delam narobe, sej šport je zdrav, sej to bi mi moglo dati energije. Ja, mogoče to, da treniraš 7 dni na teden, pa se teraš, sej kako pa ne bo drugače. Kako pa ne bo drugače? Jaz ne vidim druga scenarija tega. Verjamem pa, da so ljudje zelo zaslepljeni, zato ker je to nek beg, a ne? Šport je lahko tudi pač beg. Tako si lahko dosledna, ne boš na nekem stranskem tiru zaradi poškodb, tako da super scenarij. Številka 2, kar imam za povedati, pač zato, ker si bolj dosledna in uporabljaš te znanstvena načela in uresničuješ vse to, boš videla boljše rezultate. Absolutno. Zato, ker pač upoštevaš pravila treniranja, ki jih mnogi ne poznajo. Svoje napore in osredotočenost usmerjaš v prave stvari. Tako kot denar, imaš 20 evrov in jih usmeriš v prave stvari. Te, ki so pomembne, imajo največji vpliv konec koncu. Pač, če ne znaš z denarjem, jih bo zafrčku in ne boš imel tistega, kar dejansko je pomembno. Isto je tukaj. Številka 3. Tvoje telo se bo fizično počutilo boljš. Manj bolečin, manj težav, pač ker ni preobremenjeno in lepši life. Kaj boljšega, kot brez bolečin. Številka 4. Verjetno in najverjetneje boš imela boljši spanc, ker se boljš regeneriraš. Bolj, ko si utrujena, slabši spiš. In številka 5, na koncu, verjetno boš imela bolj stabilne hormone stresa in lakote. Tako da ne boš toklačna, ne bo te volčja lakota popadla in vse to lahko privede do neke pozitivne spirale, kjer boš lahko spreminjala svoje življenje, svoje življenjske izbire in te bo to pripeljalo do neke vzdržne metode, ki jo boš lahko delala celo življenje. Glede hrane in spanja in treninga pač vse bo boljš. Boljš boš počita, imela boš stabilno raven energije, ne boš začutila padcev, energije boš imela dosti, še vedno pa boš dosegala rezultate. Mogoče boš lahko ostala bolj aktivna na splošno, se pravi, zelo velik dejavnik je ta, da se ubijaš na treningu in pol nimaš energije za neke nespecifične aktivnosti, ki na koncu dodajo veliko mero porabi energije. In ta bo ostala višja, ker preprosto ne boš izčrpana, ne? In boš lahko več naredila čez dan, več se ti bo dalo, večkrat boš šla tja pa sem pa ke. In če se to vse sešteje in ustvari življenjski slog, ki je na koncu veliko bolj učinkovit in trajnosten, je zgodba lepa. In z veseljem boš pričakovala svoje treninge, ker boš vedela, da te ne bodo popolnoma izčrpali. Skratka, vse bo boljš. Lahko ti povem, jaz zdaj vadim na ta način 5 let, pa sem v najboljši formi, tako telesno, vizualno, fizično, zdravstveno. Moram trkati, ker ne. Pač prej sem bila res v slabem stanju. Lahko upravljam stvari s tako lahkoto, pa še vedno treniram, postajam močnejša in telo se mi spremenja. Ful veliko moških, ki izvaja Fit Mami program, ja, tudi moški govorijo, delajo program, pač od žen vidijo, prihajajo recimo zaradi kroničnih bolečin, ali je to zaradi prekomerne vadbe in športa. Moški so namenjeni k temu, da ful trenirajo. In dostikrat mi rečejo, da kako so zdaj bolj pač lahko tečejo po stopnicah brez težav, ne bolijo jih kolena, dejansko se lahko z otroci igrajo, hitro vstanejo, dvignejo, ko se igrajo z otroci, skratka, sklepi ne bolijo več. Okay? Je pa prija do te miselnosti. Teranje stran, da to je pa še ena tema, ki bi lahko imeli posebej. Medtem, ker recimo kakšni prijatelji, ki so v 30-ih, pravijo, da se pač komi premikajo, da jih vse boli, da se ne morejo dvigati s posle, da pač jim telo ne omogoča, ne pusti, da se počutijo najboljše, da so večino časa v bolečinah. In to me žalosti, no? Zato ker kako bo pol šele v 40-ih, 50-ih, a ne, če je že zdaj tako. Skratka, zmožna boš izvajati stvari, ki jih želiš početi v življenju, v vsakodnevnem življenju in te izvajati z večjo lahkoto. In še enkrat, mogoče za tiste izmed vas, ki niste nikoli imeli kroničnih bolečin, tega ne morete popolnoma ceniti. Verjamem pa, da tisti, ki ste jih imeli, lahko cenite ful v veliki meri, ker dejansko lahko 100% cenite vpliv tega, kar sem vam povedala. Tako da
Ker sem jaz včasih vadila 7 do 10 ur na teden in sem vadila zelo intenzivno, trenirala sem res intenzivno vsak teden in svoje telo dobesedno porivala v tla. Res nisem videla dobrih rezultatov. Moje telo ni bilo ok, tudi v moči nisem napredovala, nič. Zdaj vidim dejansko ful boljše rezultate. Moji treningi so pa dolgi 35 minut, nekje 3 do 4 dni na teden, 2 dni kardija, recimo kakšen hrib udarim gor, ali pa hodim večino dni. No. To je v bistvu vse, kar počnem zdaj. Bom pa seveda imela še druge hobije poleti, ampak osredotočam se bolj na kakovost, kakor na količino. In to je tisto, kar je naredilo največjo razliko. V sestavi telesa, kako se jaz počutim, pri mojem zdravju, pri doslednosti konec koncev. Včasih nisem mogla, pa sem šla, ker sem šla pač iz drugih razlogov, ampak vse to. Skratka, resnično želim si tudi za vas in bom strastna pri govorjenju tega še bolj. Lahko bi nadaljevala, o tem bi lahko govorila cel dan, zato ker poznam toliko enih podobnih izkušenj in res povsod govorim o tem. Ampak mislim, da je to zato, ker smo bili v fitness industriji napačno smo bili usmerjeni in konc. Miselnost več je boljš, je pač slaba. In če lahko te stvari ponovno obrnemo, bomo tudi kot družba postali bolj fit in bolj zdravi. Tako da upam, da vam je bila ta epizoda všeč, da nisem bila predolga in se slišimo kmalu z novo temo.